lep pozdrav. Dobrodošli na dogodku iz cikla Mlado pero. To je serija, ki v dogodkih in predvsem v objavah v časopisu Delo predstavlja mlade avtorje in avtorice in kritičarke in kritike. V sodelovanju s pisarno Ljubljane Unescovega mesta literature ta serija poteka že 6. leto. In vsako leto se tudi na tem odru, smo se tudi že na kakem drugem, pogovarjamo s tistimi, ki so predstavljeni v tej rubriki, o njihovem delu, o njihovih mnenjih, pogledih na literaturo in poskušamo detektirati, kaj sploh pomeni danes biti mlad, kaj pomeni danes biti pisatelj, se s tem ukvarjati, kaj pomeni danes biti dramatičarka, kritičarka, vse te stvari, ki so nekako povezane z literaturo, pa mogoče niso vedno dovolj povezane z mladimi. Razen seveda takrat, kadar nekdo reče, da je poezijo začel pisati pri 4 letih, mogoče je danes kdo takšen tukaj, nisem čist prepričan, drugač pa si ne predstavljamo, da je literatura nekaj, kar moramo nujno povezovati z mladimi. Ampak, ker mogoče nimamo dovolj prostora, tudi o tem se vedno pogovarjamo, tudi to bo pravzaprav vprašanje, vse, kar jaz zdaj govorim, to niso nujno moje mnenja, to niso nujno stališča, to so samo izhodišča, o katerih se mogoče tudi ne bomo strinjali, kar bo pravzaprav še najboljše. Očitno je značilnost teh dogodkov, da začnemo zelo točno, to pa izhaja iz neke malo manjše zadrege, ki je pravzaprav skupna vsem tem pogovorom ob in o Mladem peresu. Namreč vsi, ki smo na odru, se pravzaprav na odru šele spoznamo. V resnici se ne poznamo, mogoče nekateri, in vedno znova se izkaže, da se tudi gostje in gosti med sabo še ne poznajo. Ne vem, če bo danes slučajno izjema, bo to še kar blamaža zame, ampak bom pravzaprav prijetno presenečen. Predno pa zares začnemo s tem pogovorom, naj se zahvalim časopisu Delo, ki je to rubriko prijazno sprejel. In Piji Prezelj, ki to rubriko in celo serijo vodi, hkrati pa naj se v imenu Andreja Predina, urednika kulturne redakcije, opravičim, ker danes ni mogel priti na ta dogodek. To je tudi pomembno zato, ker ni toliko pogosto, da bi se vsi uredniki toliko zanimali za svoje avtorje. Tudi o tem mislim, da se bomo danes lahko malo pogovarjali, ker vsaj nekatere s tem že imate nekaj izkušnje in to me bo kot urednika zelo zanimalo. Ok, 6. sezona Mladega peresa pri kamniti mizi na Vodnikovi domačiji. Danes so z mano. Jaz imam sicer pripravljeno fotko, tako z napisi, kdo vse to je, ampak mogoče prvič naredim to, da vas prosim, da se same predstavite. Ok, lahko začnemo? Imamo 2 mikrofona, tako da sem še to, ki si jih delite, ta pa ostane pri meni. Ok, kdor je pogumen, začne. Izvoli, hvala. Po mojem. Ok, zdaj pa bom. Zdaj pa je. Ok, jaz sem Mila Kodrič-Cizerl, pesnica Štajerske, s Ptuja. To je to. Ok, super, le vidiš, tako si rekla pesnica, tako si rekla Štajerska, jaz sem iz Maribora, tako da best. Ok, nikoli ne bi upal niti tega, da si pesnica reš, niti tega, da si iz Štajerske, evo, wow, hudo. Ok. Živjo, jaz sem Izabela Rajh, pretežno kritičarka in prihajam iz Kamnika. Če to kaj pomeni. Ok. Ok, imamo neko temo. Boš s tem nadaljevala ali boš prekinila, Julija? Kaj pa je tema? Jaz nisem ugotovila, kaj je tema. No, sem ta in ta, od tam in tam. Aha, ja, super. Sem Julija Lukovnjak, pisateljica iz Gornje Radgone. Sem Daniela Siter iz Šmartnega pri Litiji, tudi pretežno kritičarka. Ja, jaz bom mogla zdaj prekiniti. Sem Maša Mramor, priložnostno pišem kritike, pa sem iz Ljubljane. Sem Lučka Neža Peterlin, primarno sem dramaturginja in iz Ljubljane. Super, nič ni bilo mišljeno, da moramo biti si Štajerske, poanta je bila samo o tem, da zvemo, odkot kdo je, ker o tem se še nikoli nismo pogovarjali. Pa ne, da je pomembno. Razen, ko pridemo do ene točke, ki je meni posebej ljuba, ampak o tem malo kasneje. Ok, kako ste se zdaj pravzaprav počutili ob tem? Ne vem, a ste prvič na odru ali ne, vem, da nekatere ste zagotovo že bile, ampak kako je bilo javnosti povedati, jaz sem pesnica? Kako se ob tem počutiš?
jaz sem kritičarka. Kako se ob tem počutiš? Aha, zdaj bom kar jaz mogla začeti tako vprašanje. Prav. Ja, ne vem, občutek je dober, moram reči. Ne govorim tega prvič pred publiko, nisem prvič na odru, pa vsakič je občutek dober, no, se mi zdi, da se bomo, no, ne vem, če ima kdo tremo, potem se z mano ne bodo strinjali, pa tudi, čeprav je trema, tudi jaz imam včasih, je kljub temu dober občutek, res. Mislim, jaz imam absolutno tremo. Ja, jaz bom mogla nažalost izraziti nasprotno mnenje, čeprav sem že celo življenje na odrih, sicer bolj glasbenih kot pa pogovornih. Me zmeraj znova, ne vem, te luči in pritisk, da moram povedati nekaj koherentnega in tehtnega me toliko sprovocira, da ni pretirano prijetno, je pa izpolnjujoče, no, na dolgi rok. To bom pa že rekla. To je ravno neka taka zahteva, ki jo čutimo do kritikov in kritičark, da oni pa res vejo, kaj hočejo povedati. Za pesnike ne vem, če to drži, pri kritikih in kritičarkah pa to kar nekako pričakujemo. Je res? Ja, jaz bi to kar podpisala, no. Tako da. Okay. Ja, meni koncept literarnega večera v bistvu ni tako tuj, pač ta izkušnja mi je dost poznana. Sem pa se začela dojemati kot pisateljico šele po izdaji mogoče druge knjige, mogoče šele malo pred tretjo, tako da moram reči, da v bistvu je potrebno veliko poguma, da rečeš, da si pisec. Zaradi tega, ker se definitivno pojavi nek dvom, ki ti pravi, da tega ne moreš reči. Mislim, katera točka je tista, ko si lahko rečeš, da si pisec. Ali moraš imeti nekaj objavljeno, ali je to neka dejavnost, ki jo ti počneš. Se pravi, pač tukaj dejansko se vrine veliko vprašanj, ni nekega enoznačnega odgovora. Jaz sem kar strinjala za svojo predhodnico. Reči javno na odru, jaz sem pisec, jaz sem avtorica, jaz sem kritičarka, je tako, kot da bi se imel nekaj, kar ni zares tvoje. Kot da je nekaj, kar si preambiciozen, čudno je, res je čudno. Tako da mogoče je ta, vsaj zame, nek prvi, ta res javni stik s tem, da pa zdaj javno trdim, jaz sem kritičarka, zbuja neko nelagodje oziroma hkrati pa nek ponos. Konec koncev to smo, vse to pišemo, kdo pa je? Tisti, ki piše. Tako da ja, zelo dobro, to že moja predhodnica povedala. Ja, kritičarka. Ne vem točno, kako se pač dodeljuje ta naziv, oziroma koliko moram imeti za sabo neke kilometrine, tako da meni je v bistvu to, da zdaj rečem tukaj, da sem kritičarka, zelo tuja. Ker sem nekako mlada, še na začetku poti, nimam formalne izobrazbe na področju literature, ampak ne vem, nekako zase si še ne upam trditi, da sem kritičarka. No, ampak danes si. Danes sem. Okay. Jaz sem v bistvu rekla, da sem dramaturginja, ker je vedno rečem, ker je malo cop-out, zato ker sem to po izobrazbi in to imam najbolj legitimno lahko rečem. Mislim pa, da je to tudi malo problem pač prekariata, da smo verjetno vsi več stvari kot samo eno. Tako da ja, ker se tiče pa odra, sem pa definitivno rajš v zaodrju. Tako da ja, v ta prekariat definitivno performerka ali pa igralka ne spada. Ja. Super, ker si omenila, da si dramaturginja v bistvu po poklicu, kar ponovadi za pisatelje in kritike nekako ne velja. Mogoče torej vprašanje za vse, ne za vse druge, za vse. Ali se vam zdi, da je izobrazba pri tem kakorkoli pomembna? Formalna in neformalna. Tu zdaj malo bom šel na tisto, kar me najbolj zanima. Mislim, formalna izobrazba že se mi zdi, da neko to formalno širino, to akademsko, to po pravilih, ne. Ampak se mi zdi, da pač potem, ko pride do neke iskrenosti izraza, pa res kvalitete, pa rasti, pač da rasteš kot pisatelj, kritik, umetnik splošno, pa potem neformalna izobrazba se meni zdi v bistvu osebno skoraj malo bolj pomembna kot ta formalna, sploh v tem času prostega verza, pa te sodobne umetnosti se mi zdi neformalna izobrazba zelo pač glavna, ključna, absolutno.
Sej kaj pa je potem neformalna izobrazba tukaj? Ja, vse ostalo, kar ni formalno, ne pa življenje, izkušnje, dovzetnost za neke nove izkušnje, da rasteš kot človek, da si pripravljen to delati, da nisi zaprt nekim stvarem, ki so ti mogoče tuje, pač da res aktivno svet vlečeš vase in ga predeluješ in potem s tem kreiraš umetnost. No. Dobro, dajmo še, mislim, skakanje v besedo je absolutno dovoljeno, ne kar zadrže. Kje pa se potem učiš pisati poezijo? Kje se učiš postati pesnica? Kje specifično? Ne vem, pri meni osebno pač, ko sem dobila ta vzgib v sebi, da bi pisala, bila tak neka iskrica. Ne bi, pač se mi zdi, da sem podzavestna na neki točki, si rekla, ok, zdaj bom pa pisala in potem sem kar začela pač vse posod, kjer sem lahko, tudi pri prozi, pri filmih, pri glasbi, vse posod sem v bistvu nekako kreirala, kaj potem mojo poezijo pa mojo poetičnost tvori, kaj si želim sporočati, ker se mi zdi, da se dan danes pa to vse pač vsa umetnost toliko prepleta, glede ideje, pa tudi forme, ne, pri tej sodobni, pač prostem verzu, je toliko prepletanja, da ni za ene specifična, pri tej knjigi, pri tej antologiji, pri tej neki zbirki sonetov, naprimer, sem pa se jaz naučila pisati pesmi ali pa pisati sonete, pisati roman, če pač so pisateljice proze, ne. Tako da v bistvu, ja, potem pač preko tem mogoče, pa nekih motivov jih iščeš in nekako izoblikuješ potem tudi svoj izraz, tako se učiš, se meni zdi. Ti kimaš, želiš kaj povedati? Ja, jaz sem tudi to hotel reči. Kimaš, to pomeni, da imaš neko mnenje, ne nujno, da se Kimam v strinjaš. odobravanju. Ja, se mi zdi, da je akademsko zaledje, če se vrnem na prejšnje vprašanje, vsekakor nek bonus, no, ampak jaz bi več vrednosti pripisala praksi. Se mi zdi, da je praksa res tista, ki ti da slog, ki te nekako nauči, katere besede so tiste sočne, zabeljene, zašiljene, če hočete, in iz tistega soka potem pride nekaj res zanimivega in izpolnjujočega, no, tako da se pridružujem temu. Ja. Dobro, ampak te elokventnosti te uči primerjalna književnost, ali kaj drugega? Jaz mislim, da sama praksa pisanja. No. Primerjalna književnost je vsekakor neko bodrilo, nek temelj, seveda, ne. Ampak konkretna literatura, ne vem, neka samorefleksija, nenazadnje tudi neka drznost, v bistvu upanje, malo da ne neka aroganca, da pač vendarle imam nekaj tehnega zapovedati o zadevi in sem to pripravljena tudi dati v svet, je potem tisto, ki pač res odtehta, ne. Lahko bi lepo prebrala in sama pri sebi ne reflektirala, zadržala zase, ampak vendarle čutim ta vzgib, da dam nekaj v svet, večinoma satiričnega, ciničnega in zabeljenega. Ja, A ker je takšen svet, ali zakaj? Ker sem taka jaz. Ok, hvala lepa, Julija. Kakšen komentar imaš ti? Razmišljam, kaj bi se lahko dodala, kar moje predhodnice niso povedale. Mogoče pač še ena stvar, ki pripomore, je neka senzibilnost in pa pač stik s tem, kar občutiš, ko se stvari dogajajo okrog tebe. Se pravi, kot neko nasprotje formalni izobrazbi. No. Recimo, da je to nekaj, kar bi lahko igralo ključnejšo vlogo pri učenju veščine, ki je pisanje. Zdaj, če je formalna izobrazba pomembna, ne? Jaz sem po izobrazbi primerjalka, jaz imam moralno dolžnost, da rečem, da je pomembna. Ne? Ker konec koncev, mi, ki smo taki čudaki, da smo šli na primerjalno književnost ali pa na filofaks in so nas ljudje spraševali, zakaj pa to študiraš, ne? Ker v današnjem svetu je formalna izobrazba še vse neka ta pot do praktičnih služb in denarja in tako naprej, ne? In primerjalna je pa pač ena tista čista humanistika, kjer pač ni tiste praktične na koncu nagrade v obliki službe. Tako da meni je študij primerjalne književnosti dal ogromno. Ma pa pač sama primerjalna tudi eno tako
lahko eno past, ker še vseeno poslušamo podobne glasove, podobne misli, podobnih profesorjev in se na koncu to odraža v nekih dokaj podobnih perspektivah. Tukaj je pač na nas, da si te obzore razpremo, na vsakemu posebej. Se pravi, prva stvar je, ogromno mi je dal študij, druga stvar je pa vaja oziroma ponavljanje in potem popravljanje svojih besedil. To je pa tisto, kar je pa pač kondicija v resnici, piščevska kondicija, plus na koncu je to še vedno pisanje, na koncu mora biti nek talent. To je pa pač, zato smo tukaj, za avtorje smo kritiki tukaj, za kritike je pa tukaj še kdo drug. Pa misliš potem, da je mladim v bistvu težko izstopiti iz teh horizontov, ki jih vzpostavi primerjalna književnost? In avtorjem in kritikom. Ja, jaz bi rekla, da ja. In kje potem dobiti to moč? Jaz bi rekla, da sploh na začetku, ja, vsaj zame, moja izkušnja je bila ta, da ti, ko študiraš, je vse novo. Vse je novo in vse je fascinantno. Plus, vedno je nek ta občutek, da nikoli ne veš vsega in bi vedno še več in še več in še več. Imaš potem vedno ta občutek, da nisi dovolj dober, zaradi tega, ker ne veš vsega. Ampak nikoli ne moreš vedeti vsega. To pa nekako pride tudi z neko zrelostjo, z neko kilometrino, da pač kljub temu imaš nekaj zapovedati, da lahko nekaj poveš. Ali aroganta, ne? Tako, kot je povedala predhodnica. Malo mi je žal, da sem rekel moč, hotel sem reči pogum, se opravičujem za to. Ok, gremo naprej. Mogoče zdaj, ko sem se jaz dotaknila prve te formalne izobrazbe. No, jaz sicer študiram dramaturgijo in scensko umetnost, tako da tudi nisem tako daljena od tega, sem pa v prvem letniku, kar pač da vedeti o nekem, da nimam mogoče toliko nekih akademskih izkušenj, kot kolegice tukaj. Ampak vseeno ogromno širine je, oziroma če ti sprejmaš to širino, je pač toliko več in gotovo so stvari, ki iz gledališča lahko prineseš v literaturo, iz literature v gledališče. Zdaj, ne vem, če se specifično pri kritiki ustavim, neka zanimiva stvar pri kritiki je ta specifika oziroma eksaktnost izraza, torej kako najti besedo, kako biti ekonomičen v besedah in kako najti ravno tisto besedo, ki je pač želiš pomensko uporabiti. Tukaj je pač gotovo neko strokovno znanje na danem področju, razumevanje tega področja in bogat beseden zaklad. Tako da zdi se mi, da ravno ta širina pač v bistvu, da so vsi ti trije horizonti dosti razširjeni, da lahko do tega prideš. Pač pa seveda, kot so že vse rekle, branje, pisanje, to je bil prvi nasvet, ki sem jaz pač dobila, ko sem rekla, jaz bi pa pisala literarne kritike, je bilo čim več beri različnih avtorjev, kritik, literature in se zahvaljujem tudi ljudem, ki so mi dali ta nasvet. Ok, imam podvprašanja, pridejo še v drugem krogu. Mislim, da je mogoče malo specifično to pri dramski pisavi, ker pač, ja, seveda življenjske izkušnje in neka splošna izobrazba sigurno prideta prav, ampak se mi zdi, da je pa tudi neke gledališke izkušnje in tudi izobrazba v tem smislu, gledališka izobrazba, ker vseeno jaz običajno, ko pišem, se trudim pisati z namenom, da je to uprizorljivo. Tako da se mi zdi, da tukaj pa v bistvu prav prideja neka konkretno gledališka izobrazba tudi zraven. Pa prav direktno uprizorljivo, niti ne v navednicah. Ja, trudim se, da ja, zato ker se mi zdi, da se lahko gremo po neki tezi, da je pač karkoli uprizorljivo ali pa pač nek ready-made, ampak se mi zdi, da v bistvu se pač moram kot dramatičarka truditi, da je uprizorljivo, ker verjamem pač v neko idejo, da pač neko dramsko delo ni zaključeno besedilo, ampak da je v bistvu cel namen, da se potem še nekaj pač nadgradi, briše, kakorkoli v tem procesu prevajanja v pač odrski medij. V zadnjem času je bilo tudi sicer objavljenih precej dramoletov pa nekih dramskih tekstov, ki specifično niso uprizorljivi ali pa mogoče niso mišljeni nujno za uprizoritev. Te taka forma ne zanima?
Mislim, da bi to lahko tudi za mojo pisavo večkrat rekli. Zato ono vprašanje prej. Ampak se mi zdi, da vseeno tudi moji teksti so tudi že bili uprizorjeni, tako da se mi zdi, da pač ja, še vedno se pač trudim to delati, ker se mi zdi, da drugače je to potem proza, ker ni absolutno nič narobe s tem. Ampak ja, se mi zdi, da je to neka lepota dramatike, no? In da je fino to na nek način ohranjati, tudi če ni to neka klasična dramska oblika, tudi če je pač bolj eksperimentalna forma. Ok, malo smo se pogovarjali torej o tem nekem akademskem izhodišču, pa nismo bili mogoče dovolj kritični, se mi zdi, čist do tega, no. Iz tega bi namreč rad pogovor zapeljal v smer razmisleka o bolj sistemskih pogojih za objavljanje nasploh. Ok, objavljanje, uprizarjanje, ne? Okay, moram paziti, da ne bom preveč izključujoč, ampak saj že poezija, proza in kritika so pravzaprav različna področja, ki delujejo po nekih podobnih, ampak ne čisto istih zakonitostih. Mediji niso čisto isti, ni čisto vseeno, kje objaviš, nimaš povsod mogoče iste podpore. Zanima me torej, kakšne imate izkušnje s tem? Zdaj nekatere imate za sabo že uprizoritve, knjige, revijalne objave, tako da imamo danes, mislim, da zelo raznoliko zasedbo na odru. In se lahko mogoče primerjamo tudi res raznolike izkušnje od nekih bolj začetnih do, da ne rečem tako rekoč, uveljavljene avtorce. Ne? Kdaj to postaneš, saj ne vem, ampak če imaš že nekaj knjig za sabo, mogoče nisi več začetnik. Ok, kaj si mislite torej o teh, saj se sliši strašno, ampak sistemskih pogojih, če poenostavim, o možnostih za objavljanje svojega dela danes? Mislim, jaz bom tako rekla, jaz sem imela zelo srečo, da moja mentorca na literarni delavnici v srednji šoli Nina Medved, potem, ko sem prišla na faks, mi je tudi ponudila knjigo. Takoj, ko sem prišla na faks, že preden sem dobila kaj te formalne izobrazbe, ne, sem že imela šanso izdati knjigo. Ne vem, se mi zdi, če bi imela več formalne izobrazbe, če bi imela še več časa tudi za neformalno izobrazbo, se mi zdi, da bi nastala drastično drugačna knjiga. Po drugi strani sem pa tudi hvaležna, da sem tako mlada, v bistvu s tako malo izkušnjami imela šanso nekaj svojega dati v svet in se predstaviti svetu z nečim, na kar sem definitivno še vedno ponosna. In nedvomno bo tudi, je to bil prvi korak in bo imela zdaj naprej tudi več možnosti, ampak recimo, da pa Nine ne bi imela, pa ne vem iskreno, kako bi se lotila čisto objave prve knjige, ker sem si to vendarle tudi želela, nisem pa pričakovala, da bom že sem bila 22, ampak sem pa pisala že pri 19, ko sem prišla na faks. In ja, mislim, nepredstavljivo mi je to vse skupaj. 3 leta se ja, to, ne? Tako že. Ja, ampak ja, no, ampak ta ideja, pa začetek, pa ne vem, se mi zdi, da sem no, ni važno, zahajam. Ampak se mi zdi, da ta formalne možnosti objavljanja zdaj za kritike res nimam občutka, bodo več povedali, ampak za pisatelje, pesnike, tudi dramatike, potem predvidevam, pa je mislim, malo, ne veš, kako bi se znajdel. Vsaj jaz nisem imela predstave, kako bi se, zdaj se že malo bolj. No. Malo sem upal, da bo že prej takoj omenila ta krožek, ker je skoraj vedno tudi tukaj kdo na odru z druge gimnazije. Ki je bil pri Nini, pa prej še pri Danici. Si poznala Danico? Danico sem nekajkrat spoznala, nikoli ni bila mentorca moja, ampak ja, Nina je pa bila tudi super mentorca, res je delala na tem, da bi imela čim več možnosti, da nas je, ker smo večino vseeno bile punce, da bi nas vključevala v te njene projekte, potem smo tudi literarni zbornik na drugi delavnici urejale skupaj. In ja, nam je predstavila več nek svet, ki ti prej sploh ni znan, ki sploh ne veš, kdo bi ti ga pač predstavil, koga najti, koga prositi, kdo bi bil zainteresiran za to, da brez tega, da te pozna pa tvoje delo, da te kar uvaja v nekaj. Recimo, če nisi že dober pesnik ali pa pisatelj, imaš kot na sceni naši, se mi zdi zelo malo možnosti, nekaj resne objave, pa potem tudi sprejema od publike. Tako da ja, no, sem imela velik privilegij, tega se zelo dobro zavedam, ja. Kaj mislite pa drugi? Pa konkretno, če bi bil še kdo na kakšni delavnici, bi me to zelo zanimalo. Pa kar zadrži, ne, zakaj? Ne? Ne.
Ja, jaz bom tako rekla. Na začetku je precej težko. No. Veliko je odvisno, mislim, vse je odvisno od samoiniciative, vse je odvisno od pravega kraja, pravega časa in tega časa mora preteči kar nekaj, v katerem moraš biti ti redno dejaven, najti neko platformo, ki te je pripravljena kot popolnega začetnika, pač nekako sprejeti medse in negovati, zato da se ti nekako izoblikuješ, preden lahko nekaj tehtnega ponudiš tudi mogoče nekim drugim platformam. Tako da ključno je, da res najdeš ta vzvod, ne? Pa naj bo to prek nekega mentorja, prek neke platforme. Skratka, nek ta klik mora biti, ne? Ker brez neke take formalne podpore je zelo težko prodreti, no, v samo srž kulturne scene. Tako da, ja, to bi rekla. No. Zdaj v tole se bom kar malo zapičil. Kaj O, pa ne. je, iz radovednosti, Aha, kaj pa je primeren kraj, recimo, za to? primeren kraj. Primeren kraj najprej je Ljubljana. Okay. Okay. Primeren kraj je Ljubljana. Ampak s krajem sem mislila predvsem neke določene platforme, ki so zadosti odprte, zadosti, ne vem, dostopne, fleksibilne, če hočete, da sprejmejo nekoga, ki pač nima nobenega pedigreja, ki nima nekega imena, priimka za sabo, ki bi pač nosil neko težo, ne, ki so ti pripravljeni verjeti na besedo in ti odpreti vrata in reči: pokaž, mi ti damo platformo, izvoli, in je to. Tako da. Se je ravno to. Kdo in katere platforme? Okay. No, mislim, zame osebno. Delimo izkušnje, ne? Ja. Okay. Zame osebno je bil to Koridor. Jaz tukaj ne moram dosti prehvaliti svojega tutorja, gospodiča Remsa, ki mi je predlagal, da naj pač tam kaj poskusim svojo srečo, in res so bili željni me uvaditi. Mislim, moji prvi kritiški teksti, ne, dajmo si naliti čistega vina, so bili brutalni. Ne. Lotila sem se Dostojevskega, ne spomnim se, kaj točno je bilo takrat pri Beletrini, ampak skratka, ne, s tistim zanosom, bež rekelcom in etno šalom, in sem si rekla, zdaj bom pa jaz povedala nekaj o tem. Ne. Ta neka aroganca me je pol s časoma minila, sicer se je tudi moj slog spremenil, moji interesi, ampak vendarle, no, tako da svaka čast, da so me prenašali na začetku, ampak so me. In to je bilo ključno. In tam sem pisala potem, ne vem, več kot leto pa pol, 2 leti, in sem res pisala in pisala in pisala. Sem potem napisala tudi kaj za glasbo, sem poskusila kaj iz podob, iz vizualne umetnosti, zdaj sem celo eno baletno kritiko iztisnila iz sebe, ampak ja, oni so bili res tisti, ki so mi bili pripravljeni odstopiti platformo od samega začetka in pač vzeti v zakup, da ne bo od samega začetka to 100% kvaliteta, ampak da pač rastem. Je to. Okay, super, to danes bi bil skoraj da pravi prostor, ker bi skoraj da lahko Matevža tudi tukaj srečali. Ja. Ok, Matevž, period. Ga pozdravimo v odsotnosti. Vzemite mi mikrofon. Kaj je vprašanje? Vprašanje je bilo o sistemskih pogojih, pa katere so dobre platforme, kateri so primerni kraji. Vprašanje se razvija z vsakim odgovorom. Jaz imam zelo specifično izkušnjo. No. Se pravi, jaz sem kot zelo mlada svoj tekst poslala založbi Sanje, zaradi tega, ker pač se mi je zdelo, da ima nek program, v katerega bi bilo to mogoče umestiti. In še zdaj razmišljam, kaj točno jih je pritegnilo k temu, da so ta tekst dejansko odprli in se odločili objaviti. Je pa res, da so ga tudi dojemali tako, kakor je pač bil. Se pravi, to je nek tekst, s katerim se bomo ukvarjali, ko bo čas, ob glavnem programu. Se pravi, pač definitivno nisem imela enakih pogojev in pač neke resnosti strani uredništva,
kot pa recimo drugi bolj uveljavljeni avtorji. In sem tudi zaradi tega rabila čakati zelo dolgo, da je bila ta knjiga objavljena. Seveda pač nikakor ne krivim uredništva, pač moja urednica je bila super. Tudi sebe, zaradi tega, ker je pač tak projekt zelo težko urediti in pa tudi tehnično ga dovršiti. No. Tako da v bistvu je bil kar zapleten in dolgotrajen postopek. Ne vem, iskreno se večkrat znajdevam v položaju, ko kljub svojim izkušnjam v bistvu ne vem svetovati ljudem na začetku poti. Ker jaz sem tudi recimo oseba brez pedigreja, smo rekli. Se pravi, pač tudi iz nekje Bogu za hrbtom. In ne vem, jaz mislim, da si tudi na začetku primoran marsikaj pogoltnic. Ni toliko fajn, no. Tako da ne vem, zdi se mi, da malo moraš prodati. En delček svoje duše moraš prodati, zato da lahko postaneš pisec pri nas. Ne, še malo. Tako pač, malo bolj sem konkreten mogoče danes, ker se mi zdi, da delimo izkušnje, kot rečeno, jih tudi primerjamo med sabo in mogoče najdemo kakšne dobre rešitve. Koliko časa je trajalo? Se pravi, jaz sem to poslala, ne vem, kdaj točno sem poslala, ampak da sem jaz sploh prvi odgovor dobila, ki ni bil definitiven, je trajalo več kot pol leta. Potem do zadnje potrditve in ko so me tudi prvič povabili tja, je bilo še pol leta in takrat so bili tako, to bo išlo. Potem je ves bil cel COVID, se pravi, to je tako 2 do 3 leta se raztegnilo od tega, ko smo mi nekaj dorekli, brez pisanja, pa to je bil že dokončan, pač se je bilo ogromno dela še z njim, ampak projekt je pač bil v neki fazi, potem pa še plus 2 do 3 leta do dejanske objave in pa tudi veliko čudnih momentov, kot naprimer, a bo to sploh izdano, kaj se tukaj sploh dogaja, a me kdorkoli jemlje resno. Tako da trnova pot. Mogoče kdaj tudi kakšni dvomi glede tega? Ja, seveda. Bi to izdala, ne bi? Ne, pač ne glede meni. Jaz sem zmeraj vedela, da želim izdati, ampak ko si stranski projekt in je vse skupaj nesigurno, imaš občutek, a to še dejansko je sploh v planu. Tako da potem pa spet moraš ubrati neko pot, da nisi preveč tečen, ker veš, da pač dejansko ti nimaš njim kaj ponuditi, da oni lahko najdejo kogarkoli, ostajati vljuden. Spet dost moraš požreti. Pač zavedati se moraš, da si začetnik. Pač ne, da je to pravilno, ampak ljudje to pričakujejo v tem uredniško-založniškem okolju od tebe, pri nas, se mi zdi. V nekem smislu si pa tudi, kot se reče, orala ledino, se mi zdi. Niti ni še bilo mogoče pri nas primernega konteksta vzpostavljenega, vsaj ne pri mladih slovenskih avtorjih, avtoricah, ne? Tako da si mogoče imela še toliko težjo nalogo. Ja, res je. Mislim pa tudi založba, moram to priznati. Potem pač po prvi knjigi vse je šlo dejansko veliko lažje. Se mi zdi, da ko enkrat pač imaš tisti prodor, da dejansko vse postane veliko lažje. Recimo, potem, upam, da ne govorim že preveč, mislim, potem je založba Goga sama v bistvu izkazala zanimanje za mojo drugo knjigo in potem je vse postalo veliko, veliko lažje. Predtem pa grozno obdobje v bistvu. Tudi psihološko res neprijetno obdobje. Nadaljujem. Vprašaj. Smo si vzeli te pol minute, ne, in da se to vsem, ki nas poslušajo ali pa ki nas bodo gledali naknadno, dobro usede nekam v spomin, da si zapišejo nekam za uho, kako se reče. Da smo skratka dejansko povedali nekaj, kar je zelo relevantno za vse, ki poskušajo danes kaj napisati in objaviti. Pa mogoče ne povemo dovolj na glas, kako to zares poteka. Ok, hvala, nadaljujemo. Moj skoraj izključna platforma je Koridor. V prvem letniku študija mi je sošolka rekla, veš, da če napišeš eno kritiko, dobiš zastonj knjigo. In sem tako, wow, super. In to je bilo to, prodano. Tako se je začelo in tako se nadaljuje in niti v resnici nisem potem
nikoli pač imela nekih hudih ambicij zamenjati to platformo ali pa iti, ne vem, naprej, karkoli že naprej pomeni. Ostajam zvesta tej platformi in se mi zdi super. Zdi se mi super, da je prosto dostopna, zdi se mi super, da je bazen mladih piscev, konec koncev tudi Mlado pero zelo ogromno črpa iz platforme Koridor. Tudi sama platforma je precej zrasla, zdaj je marsikatera kritika tudi že honorirana, tako da to je pač res pohvala vredno. Zadnjič me je v knjižnici v Litiji ustal knjižničar in rekel, a še kaj pišeš? In rečem ja. In reče, to je meni fenomenalno, zaradi tega, ker to je eden redkih platform, kamor lahko pokukam za eno tako bolj konkretno recenzijo, kritiko, pa da je prosto dostopno in da je pač zajema kar veliko sodobne, novonastale produkcije. Tako da meni se Koridor zdi fenomenalen, ga pa moram pa tukaj pač moja osebna izkušnja je, da ga ne jemljem tako zelo resno, oziroma mojega pisanja ne jemljem tako zelo resno v smislu, da bo to moja neka poklicna pot, kakorkoli že. Je to kot neka v bistvu stvar, ki jo ohranjam zase, za svojo dušo in pa, ker sem po svoji pač poklicni poti odšla v ene druge vode, da ohranjam stik z literaturo, predvsem za to, kar na novo nastaja. In to je pač zame neprecenljivo. Vesel sem vsakič, ko omenimo Koridor. Mogoče bi kdaj še kako drugo platformo lahko tudi, ampak ok. Kdaj pa nastopi potem ta trenutek, ko ugotoviš, sama si omenila, pa že dvakrat smo danes omenili košček duše, dušo, torej neko udejstvovanje, neko prizadevanje, nek trud, ki ga specifično ne povezujemo s plačilom, kar ni v redu. Kdaj pa pride ta trenutek, ko ugotoviš, ampak šit, se to, da mi dajo knjigo, to v bistvu ni plačilo, to je nekako samoumevno za to, če hočejo, da jaz napišem kritiko? To je zame kar težko vprašanje, ker jaz bi pisala tudi, če mi še vedno dala samo knjigo, ampak v bistvu v resnici ne vem, verjetno je to povezano s tem, ali želiš to profesionalizirati, ker v trenutku, ko ostaneš v nekih prekarnih vodah, to postane breme. Če bi preračunali, koliko ur gre v pisanje recenzij, kritik, glede na honorar, vidimo, da so to res brutalno nizki honorari. To je delo nevredno, to je pač pod pragom revščine in to je žalostna realnost današnjega sveta, današnje umetnosti, produkcije, kritike in tako naprej. Tako da verjetno bi tisti aha trenutek v smislu, kaj jaz sploh počnem, se pričel v trenutku, ko bi želel tega zares živeti. V smislu, da bi pač bila to tvoj glavni vir dohodkov. Tako da z razlogom pač tudi marsikdo ne gre v ta glavni vir dohodkov, ker je to dobesedno nemogoče. Ok, Maša, občutek imam, da bomo kar nadaljevali s tem bolj kritičnim tonom. Upam. No, jaz sem hotela izpostaviti eno drugo vstopno točko. Zame je bila pa vstopna točka Novi dijak, ker sem se prvič srečala s tem nekim delom v kulturi, rečemo temu tako, brez nekega tega mentorske, mislim, večina dijaških projektov ima neko mentorsko zaledje, kjer pač mentor naredi vse namesto tebe. Pač niti treba razmišljati o razpisih, financah, honorarjih in tukaj smo se pa srečali skupina dijakov, ki pač sama razmišlja o tem. Tako da to je bilo moje prvo srečanje in smo seveda debatirali o literaturi in o kritikah. Ampak tudi jaz se moram zahvaliti Matevžu in Tajdi, da sta mi pač predstavila Koridor. Kaj pa različne platforme, kjer lahko objavljaš? Različne? Je še kakšna poleg Koridorja? Jaz samo na Koridorju trenutno, če že. Skratka, Koridor tema se nadaljuje. A bi se branila plačilo za kritike? A bi se branila? Ne, branila se... Čeprav, ne, moje prve izkušnje s honorarji so bile, da imam moralni zadržek, ker pač bilo mi je tak, jaz to delam iz veselja in jaz sem lahko plačana za to, ampak pač dejstvo ostaje, da je delo v kulturi prekarno delo, da pač količina vloženega časa nikoli ne bo enakovredna niti
recimo v študentskih letih oziroma v študentskih okoliščinah minimalni plači. Če pač pišeš eno kritiko, ne vem, 8 ur plus prebereš knjigo, to pač in dobiš za to neko vsoto denarja, mislim, ne bo to pokrilo niti minimalne študentske postavke. Skratka, to, jaz osebno to delam samo iz neke afinitete do literature. Ok, recimo, da citiram tukaj Idols, Joy as an act of resistance, pa da to lahko potem sprejmem, ampak zakaj bi morali imeti slabo vest, če ob svojem delu tudi uživamo in smo še plačani? Pač zahtevajmo oboje, ne? Ali kaj? Na svet mlajšim od mene. Mislim, mogoče slaba vest, torej. Mislim, mogoče to spet izvira iz tiste formalne izobrazbe, torej kaj mene pooblasti, da delujem kot kritičarka, kaj je to pooblastilo, da zdaj imam nalepko, aha, jaz lahko nekaj napišem, kaj si jaz mislim o tem. Torej, kar je pač tudi vprašanje moje razmerje do avtorja, ne? Torej, zakaj jaz zdaj temu avtorju pišem? Tako da mogoče iz te perspektive neka slaba vest. Po mojem je odveč, čistko, pač ja, recimo. Nekaj si hotel komentirati? Ja, če že nabiramo platforme, spletna literatura. Dobro, odlično. Ne samo to, čakaj. Ne zato, ker si hotel slišati, ampak res super. Seveda sem vesel, da ne bo pomote, ampak rad bi pa potem poudaril, so pa tudi nekaj, ki se bolj specializirajo moče za gledališko kritiko, ne? Pa jih sploh ne poznamo ali pa nikoli ne omenjamo. Jih bomo zdaj? Recimo si gledal, platforma se mi zdi odlična, ampak jaz nisem kritik, tako da nočem. Za dramatiko se mi zdi, da je pa sigurno pač največja platforma Teden slovenske drame in Grumova nagrada ter nagrada Zofke Kveder, ki se je letos tako začela imenovati. Ja, potem za dramatiko se mi zdi pa, sigurno je pač velik problem uprizarjanja mladih ali pa sploh slovenskih avtorjev. Hkrati je pa se mi zdi, da tudi bolj vprašanje uprizoritve kot objave. Ja, se mi zdi pa, da je tako, ne vem, kot zelo malo imamo dramatikov, ki so samo dramatiki, to je praktično finančno neizvedljivo. Ampak jaz recimo svoj del kot dramatičarka vidim tudi recimo v dramaturgiji, sploh v pač avtorskih projektih, ki so zdaj tudi na Tednu slovenske drame, ne, recimo, ker pač v bistvu tudi kot dramaturg veliko pišeš, ne. Je res, da ni tvoje ime na isti način podpisano, kot če imaš neko objavo dramatike, ampak se mi zdi vseeno, kot neka platforma. Kako pa potem kot mlada dramatičarka lahko slediš delu drugih mladih dramatičark in refleksiji? Mislim, da mogoče bodo to kolegi bolj znali povedati, jaz jim najbolj sledim zato, ker jih osebno poznam večina, ker je pač toliko majhna scena. Kako pa slediš mladim dramatikom kot nekdo, ki je čisto izven scene, pa iskreno nimam pojma. Izven teh pač nagrad, ki se podeljujejo, izven TSD-ja, no, ker tudi so nominiranci, reprezentirani in tako naprej. Drugače pa iskreno mislim, da tudi težko prideš do publikacij, recimo Adept, pač, ki je AGRFT publikacija. Se mi zdi, da se tudi, ja, do njih, ne vem, če veš, da sploh obstajajo, no, če pač nisi del scene. Tako da ja, gotovo je to tudi problem. Mogoče moramo kaj narediti za to, da bi čim več ljudi za to vedlo. In čim bolj na glas spet omenjati platforme, mislim širše, kot je Adept, naprimer. Ne? Ok, zdaj pa tisto ključno vprašanje. Ali se med sabo poznate? Bolj ne, ali kaj? Jaz sem recenzirala tvojo pesniško zbirko. Ja, ampak oprosti, veš, to je super, ampak to je tako malo varljivo, ker se je izkazalo tudi že v preteklosti, da se tudi recenzent in avtor mogoče nista spoznala, dokler nista bila skupaj tukaj na odru. Mislim, jaz sem spoznala tvojo pisavo, no, to sem nameravala reči, no. Za koga si delala recenzijo? Sem delala pa za Mentor, revijo Mentor. Okay. Jaz in Lučka ni že sva dobri prijateljici.
Zakaj vedno znova to sprašujem? Ker se mi zdi pomembno ugotoviti, ali se mladi med sabo poznate, ali drugega berete, ali ste del istih nekih platform, krogov, scen, kakorkoli temu rečemo, ali pa mogoče Mlado pero tista edina stvar, ki vas danes tukaj druži. In če je edina, potem upam da gre od tu naprej lahko samo še navzgor, ne? Da se boste srečali na vseh naslednjih dogodkih in da se boste še naprej vsi, ki ste v ta projekt vključeni, brali. Ne? To so neke želje. Zato me zanima tako čisto praktično, tako kot me zanimajo izkušnje in sistemski pogoji, me zanima tudi to. A se kdaj srečate na kakem literarcu, a kdo kdaj prebere, kaj pa se reče, ja, tega pa poznam, ker so bila skupaj v Mladem peresu, naprimer. Ne? Če lahko jaz mislim, da je en tak fenomen te scene, da marsikoga poznaš po imenu. Potem ga pa srečaš, pa ne veš, ne znaš povezati podobe z imenom. Naprimer, če jaz bi srečala svoje urednike iz koridorja, jih ne prepoznala. Nikoli jih nisem srečala v živo, sploh ne vem, kako izgledajo, mogoče so tukaj. Sodelujemo že tako 7-8 let. Tako da to je ena prva stvar. Druga stvar je, z Izabel sva ugotovili pred začetkom, da sva bili skupaj na kreativnem pisanju pri Borisu A. Novaku. To je bila ena povezava. Plus bi se pa vrnila k nečemu, kar je Izabela prej rekla, in sicer k kraju Ljubljana. Mi, ki nismo iz Ljubljane, ki se ne zadržujemo v Ljubljani, ki nismo del ljubljanske kulturne scene, nam je vsem veliko, veliko težje. Po eni strani so platforme, ki omogočajo sodelovanje kljub temu, da nisi iz Ljubljane, kar je super. Kar se tiče pa samega mreženja, samega pogovora v živo in tako naprej, tukaj pa zagotovo manjko, če nisi iz nekega večjega središča. In mislim, da imamo tukaj tudi mi, ki smo iz obrobja ali pa podeželja, v resnici kar nek kompleks. Da nismo del tega, da nismo zdaj pa neka ustvarjalna sila, del tega napredka, del nekih kritičnih misli. Vsaj pri sebi to opažam. Da ostaja nek ta kompleks v smislu nisem v dogajanju in ne sledim dogajanju. Ampak misliš, da se mladi avtorji, ki so pa bolj prisotni v Ljubljani, počutijo drugače? To bojo pa sami povedali. Kar se tiče koga jaz tukaj že poznam, jaz sem v bistvu za Lučko imela intervju za še eno publikacijo iz našega faksa, torej Akademijski list. V bistvu delo od Julije, še preden sem ga dobila za recenzirati, sem pa poznala in vedela, da deluje na nekem tem žanrskem področju, nisem pa brala nikoli. Zdaj, kar se tiče Ljubljane, dejstvo je in to se poudarja in jaz tudi, če zdaj poudarim, ne morem poudariti dovolj, da je vse centralizirano na Ljubljano. Torej, če nisi iz Ljubljane, zelo težko stopiš v ta prostor, dobiš nek stik z njim, kar po eni strani je privilegij, po drugi strani pa, če ne poznaš ljudi, ki delujejo v tem področju, zelo težko stopiš van. Tudi ne vem, sama z nekim angažmajem, zame je bil, vse pravim, novi dijak nekaj, kar mi je odprlo vrata in potem zaradi novega dijaka je šel cel ta naprej domine efekt, da sem začela sploh kritike pisati oziroma da sem zdaj tukaj. Torej, spoznaš to osebo, spoznaš tisto osebo, ta oseba pozna to osebo in tako dalje in tako dalje. Skratka, ja, je zaprt prostor, ampak po drugi strani da se nekako priti not. In ravno te platforme, ki smo jih omenjali, koridor, ne vem, kakšne so politike druge, tako da ne bi. Zdi se mi, da je naš prostor nasplošno precej razdrobljen, zato bi težko govoril o eni sceni, o enem prostoru, o eni platformi. Zdi se mi, da jih je ogromno in da jih je mogoče celo vedno več, ali pa to samo wishful thinking, ne vem. Tak občutek imam. Zagotovo so kateri krogi, katere sredine bolj odprte, bolj lažje sprejmejo mece, nove člane. Mogoče se kakšne skupine identificirajo s tem, da so obrobne, pa v resnici niti nočejo pripadati nekim namišljenim mainstreamom, ki jih mi zdaj tukaj kritiziramo. Upravičeno sicer,
Ampak zdi se mi, da moramo malo mogoče, nihče me ni vprašal, se opravičujem. No? Sam sebi postavim to vprašanje. No, Andrej, kaj si pa misliš o ljubljanski literarni sceni? Pač ja, ne obstaja, ker ni ena in tako naprej. Ne? Ampak zdi se mi, da nekatere mogoče se nekateri krogi se zavestno upirajo temu, da bi bili mainstreamovski in to tudi zavestno kritizirajo, kar ne pomeni, da so zato bolj odprti, ampak bi pričakoval, da so. Ne? Tudi ni to zdaj v moment, ja, kaj je že bilo vprašanje. Ne? Zdaj pač sam komentiramo in primerjamo izkušnje. Ne? Mogoče še zadnja izkušnja, zadnji komentar, ker mislim, da se pa že počasi bližamo koncu. Nasvet za mlade in stare. Nasvet za stare. Nasvet mainstreamu. Nasvet mladim. Tako, eno stvar zagrabi, prosim. Mainstreamu. Okay. Ja, se mi zdi, da je nažalost treba kot pa sam potruditi čim bolj googlati, ali kaj je te stvari, ker se mi zdi, da je pač, ne vem, ta posnetek bo na YouTubeu, in veliko pač tudi, ne vem, Koridor in tako naprej, pač so spletne platforme primarno. In ja, se mi zdi, da mogoče je fino tudi spodbuditi ljudi, da pač probajo poiskati, ker jaz tudi se ne čutim del literarne scene, čeprav sem na Mladem Peresu danes, ne. In tudi recimo gledališke kritike ne razumem kot del literarne scene zares, ampak kot del gledališke scene, ker je spet ta razdrobljenost. Se mi pa pri tem zdi ključno, da bi se pač več povezovali med sabo. No. Tudi jaz to probam v nekem svojem delu, pač čim več in z, ne vem, glasbeno sceno, z literarno sceno, z pač, ne vem, komorkoli, ne vem, s plesalci in tako naprej, ker že klemamo z gledališče pa ples, že to je, kada je drug svet, ne. Tako da se mi zdi, da ja, se smo konec koncev pač ful mini država in sicer se ful stvari dogaja, ampak se mi zdi, da ker je toliko mehno, pa mogoče je zato malo lažje bi lahko bilo to povezovanje, no. Se mi zdi, da bi tudi znotraj v teh scenah malih lahko probali malo bolj se spoznati in povezati in delati tudi skupaj, no. Ja, ne? Ok, odlične zaključne besede. Hvala lepa za to. Hvala Mlademu Peresu, projektu. Hvala Piji, hvala Andreju, hvala vsem, ki ste nas poslušali, hvala tistim, ki nas še boste. In pridite še kdaj, spremljajte Mlado Pero, to je redna rubrika, to ni samo enkrat na leto, je pa samo enkrat na leto podeljena nagrada Mlado Pero. Tako da pridite tudi junija na Rožnik, ja? Ne, ugibam. Pridite na Rožnik, spoznajte vse, ki so v ta projekt vključeni, zanimajte se za literaturo, zanimajte se za literaturo mladih in ne, razbijajte scene, ali kaj recimo. Hvala lepa.